Zdravo, sem Boško Prašlo, ti pa se nahajaš na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. V zadnji oddaji sva se pogovarjali o tem, ali se zavedaš in ali veš, od koga se učiš. To je namreč zelo pomembno področje, da se zavedaš, da se največ lahko naučiš prav od drugih in da so ti tudi vsebine, ki jih najdeš na spletu, kreirane pač od nekoga drugega. Zato je pri vsem tem zelo pomembno, koga spremljaš, od koga se učiš. Ali ti ta oseba lahko doprinese neka koristna znanja in vrednote, ali pa te po nepotrebnem ti krade čas. Vse to in še več, ter na kakšen način prepoznaš te osebe, lahko spoznaš tekom poslušanja mojih oddaj ali pa na mojih delavnicah. Danes pa se bomo pogovarjali še o eni zanimivi in pomembni temi, in sicer o tem, koliko dostopna oseba si. Naj ti povem, da je bila motivacija današnje teme ravno moj klic, ki sem ga namenil Marjeti. Marjeta je ena od mojih udeleženk delavnice, ki sem jo izvajal nekaj mesecev nazaj in vse skupaj je trajalo cirka 20 ur. Ona je bila oseba, ki je res izstopala iz povprečja ostalih udeležencev, več ti o tem kmalu povem. Najprej te želim povedati to, da je meni kot predavatelju zelo pomembno in kul, ko vidim, da vsebina, ki jo predavam na delavnicah, nekoga res zanima in ko aktivno sodeluje. Ne samo to, da taka delavnica dobi nek smisel, ampak tudi meni kot predavatelju to daje boljši občutek in motivacijo za delo. Kar je pa najbolj pomembno od vsega je to, da taka oseba, ki res aktivno sodeluje, iz delavnice potegne veliko več vsebine, znanja in prakse kot ostali udeleženci, ki so na delavnicah bolj pasivni. No, pa gremo nazaj na Marjeto. V glavnem, Marjeta je res oseba, ki je napolno izstopila iz cele množice. Celo pred zadnjo delavnico so spila jutranjo kavo, ena na ena kreirala zanimive stvari, ki so bile koristne tudi zame. Za tako osebo kot je Marjeta si definitivno želim, da ostane v moji mreži. Pa če se vrnem malo nazaj. A se spomniš, ko sem razlagal o mreženskem fokusu? No, na tem mestu ne vem, kakšen je tvoj odgovor. Lahko pa ti povem, da je ravno Marjeta tista oseba, za katero želim, da je del mojega mreženskega fokusa. Zdaj pa se premaknil korak naprej. In mi povej, a se tebi kdaj zgodi, da imaš v planu nekoga poklicati in ker itak delaš še neke druge stvari zraven, potem pač pozabiš na to. A pa celo, da si narediš opomnik, da moš nekoga poklicati in v tistem trenutku, ko vidiš opomnik, delaš nekaj pomembnega in ne pokličeš in spet pozabiš. No, podobno se mi je zgodilo glih z Marjeto. V tistem tednu sem imel res en kup zadolžitev obveznosti, cel teden bil na glavo in kljub temu, da sem stalno imel v mislih tudi to, da pokličem Marjeto, sem si naredil tudi opomnik in ga seveda ugasnil in pač pa sem tudi to pozabil. Ni bilo to nobene škode, ker nisva imela nobenega posebnega dogovora ali pač neke skupne naloge. Šlo je le za to, da sem jaz hotel poklicati, pozdraviti, presenetiti, ker pač ona itak ni pričakovala mojega klica. In pa pride četrtek, ko sem bil na pot v pisarno, sem pač hitro pogledal neki še profil, LinkedIn, in veš, kdo se je tako pojavil na ekranu? Marjeta. Ja, tako je. Marjeta je ravno takrat komentirala neko objavo in seveda sem ji takoj poslal sporočil nekaj v smislu, Marjeta, a veš, da sem v kratkem času 3-krat spomnil nate, pa nisem prišel do telefona. Daj te pokličem v kratkem. Mislim, da sem jaz sporočil poslal ob nek 7:38, veš, kaj mi je ona odpisala? Verjetno se zdaj vrtijo po glavi različni scenariji, kot recimo, da mi sploh ni odpisala, ali pa da mi je odpisala šele čez nekaj dni. Ne, sploh ni res. Čez 4 minute kasneje, ob 7:42, mi je poslala odgovor, super, se veselim. No, in vidiš, koliko malo je treba, da vzpostaviš kontakt, se spomniš na nekoga in ga s tem razveseliš. In ker je bila ona toliko aktivna, sem si rekel, glej, danes jo pa ziher pokličem. In potem peljem videa zalo v šolo, letim v pisarno, prežgem računalnik, si skuham kavo, vzamem telefon v roke, hočem poklicati Marjeto, pogledam menik in ne najdem njene številke. Nič mi ni bilo jasno. Sploh to, ker je bila ena od mojih navad, glih to, in to jaz te priporočam tebi, da tu delaš, da si vedno vse številke shraniš, ko nekoga spoznaš, a pa preden ga pokličeš. Če bi recimo mogel jutri tebe poklicati in te recimo kličem prvič, bom jaz najprej shranil tvojo številko v telefon in šele pol te bom klical. In
če ne veš, zakaj je to še tako pomembno, da to narediš, ker si ti lahko, saj meni se tudi tako daj naredi, da ko nekoga pokličeš, se ta oseba na drugi strani iz nekega razloga ne javi. Ne? In tako smo vsi polno zasedeni in včasih se niti ne moramo javiti na telefon. Večina ljudi, ki se zaveda pomembnosti ohranjanja odnosa, tak zgrešen klic vrne. In če imam jaz takrat številko že shranjeno v telefonu, vem, kdo me kliče in da me pač kliče nazaj. In ne moreš verjeti, kolikokrat naredim to, da ko se na vrnjen klic oglasim in pozovem osebo po imenu, kakšno presenečenje doživi ta oseba na drugi strani. Ne samo, da imaš v takem primeru boljši vod v pogovor, ker je zelo pomemben, ampak tudi to, s kakšno drugačno in boljšo energijo se javiš na klic, ko veš, kdo je na drugi strani. Če pa ne vem, kdo me kliče, ker številke nima shranjeno v telefonu, se ponavadi vsi oglasimo z besedo, kot je prosim, halo, malo bolj previdno, nekaj takega. Poleg tega je tudi velika razlika v sami energiji. Če mene recimo kliče neka neznana številka, sem vedno bolj uraden in že v samem vodnem govoru se začuti manjša napetost, negotovost, nezaupanje. Zato je vedno najboljše, da si telefonske številke oseb, katere poznamo, shranimo v imenik, se nikoli ne veš, kdaj te bo ta oseba presenetila s klicem, a pa še boljše, da ti dvigneš telefon in jo lepo pozdraviš. Ko so že pri klicih, ne povem še en trik. Ko prvič nekoga pokličeš in veš, da ta oseba še nima tvoje telefonske številke v imeniku in se ti tudi na klic ne ozove, ker ima verjetno neke druge zadeve, kaj takrat narediš? Jaz, na primer, kot sem ti že prej povedal, najprej, preden sploh pokličem, shranim telefonsko svoj imenik, pokličem, če se ta oseba ne odzove, ji pošljem SMS. Napišem nekaj izredno preprostega. Na primer, zdravo Marjeta, Boško tu, sem te klical, ker sva nekaj zmenjena, vesel bom, če mi vrneš klic nazaj. Hvala, Boško. Ko to narediš, je oseba na drugi strani še dodatno motivirana, da te pokliče nazaj. Če si cool oseba in če si dober magnet, te ta oseba zelo hitro dejansko res pokliče. No, pa sem spet malo zašel iz teme, pa gremo mi nazaj k Marjeti. Hočem jaz malo poklicati, obračam telefon, ne najdem njene številke. Grem pogledati vsa sporočila, ker vem, da sva se dopisovala in tudi SMS-ov ne najdem. Takrat mi ni bilo nič jasno, grem še enkrat na LinkedIn in jo prosim, če lahko ona mene pokliče, ko bo imela čas. In evo, čez čas zazvoni telefon, kliče me neznana številka, tako kot sem ti malo prej povedal, jaz sem malo bolj previdno glasen, bila je Marjeta, razvijava super debato in enkrat vmes ona reče nekaj v smislu, da ne more verjeti, da se lahko tako sproščeno pogovarjajo in da sem toliko dostopen. Ne bom ti zdaj razlagal najnega pogovora, ampak point je tega kar ti zdaj govorim, je, da meni se veliko dogaja, da se folk res rad pogovarja z mano in da veliko slišim, da mi je pogovor z mano všeč, ker sem tak sproščen, dostopen, da je človeški. Zdaj spet ne morem govoriti zate, ker te pač ne poznam, ampak za vse, ki jih jaz srečam, dojemam kot sebi enakovredne in jih gledam zgolj skozi prizmo, ali je ta oseba ok ali ne. Meni je vseeno, koliko je oseba na drugi strani stara. Kakšnega je spola, kakšna barva ima, da ne govorim, da me ne zanima, kaj vozi ali pa koliko denarja ima na računu. Ko govoriva o mreženju, o povezovanju, grajenju odnosa, je ključno to, da se ne pustiš, da te zadeve preveč zapacajo. To, kar sem ti danes povedal, tako jaz dejansko živim, to ne govorim zato, ker se to lepo sliši in da spadne tvoj ščeh kao cool oseba, ampak jaz to dejansko takšen sem. Še danes sam sebi ne dovolim, da to, kar delam, kar počnem, da mi na nek način stopi v glavo in da me misel, da sem v nečem boljši od drugih, pelje v to, da sem več vreden, vzvišen in s tem, da postanem nek nadut tip. Če se mi to kdaj zgodi, ker iskreno upam, da ne, pol je to začetek mojega konca. Verjemi mi, da so med nami tudi taki, ki so dejansko kreirali zelo pomembne stvari in bi z lahkoto in čisto upravičeno hodili po svetu z dvignjeno, vzvišeno glavo, ampak ne. Med nami se obnašajo in so popolnoma normalni ljudje. In prav zame je heroj ravno taka oseba, ki brez vzvišenega pogleda na drugo osebo pripravljena nekomu pomagati, pa ne bo to zdravnik, policaj, učitelj, pa je to nek delodajalec, a pa čist navadna in preprosta oseba, ki jo lahko srečaš na vsakem koraku. To so zame heroji, ki brez selekcioniranja in presodkov pomagajo drugim.
Tu sam ne mislim, da zato, ker sem, ne vem, stal parkrat na odru, da sem nekaj posebnega, ali pa zato, ker sem odprl svojo firmo, ali pa ne vem, ker sem napisal knjigo, da ne bi bil več vreden od nekoga, ki tega ni naredil. Osebno sem za vse, kar danes počnem, resnično in iz srca hvaležen. Je pa res, da me to dodatno obvezuje, da ostanem prizemljen. Sploh si ne predstavljam, da če bom recimo do tebe nedostopen, nespoštljiv, kako lahko sploh pa jaz pričakujem od nekoga drugega, ki je v mojih očeh bolj uspešen, da bo taka oseba dostopna zame. Čisto vsak, ki je v mojem mreži, je na vsaj enem področju bolj uspešen od mene. Čisto vsak, ki je v mojem mreži, ima nekaj, kar jaz pri tej osebi občudujem. Za vsak svoj kontakt sem hvaležen, vesel sem njihove pozornosti in hvaležen sem, da me nenehno bogatijo s tem, da so v kontaktu z mano. Ključno je, da si dostopen do te točke, da sprejmeš vse, ki so do tebe ok, in da v drugih ne vidiš zidu nedostopnosti. Kar ne pomeni, da moraš biti vedno in za vse ti dostopen, ker logično, da nimaš toliko časa. Zato je pri vsem tem zelo pomembno, in to je tudi eno od tvojih pomembnih nalog, da imaš postavljene prioritete iz naslova mreženja. Dostopnost v mreženju je treba gledati iz dveh vidikov. Kako močno si dostopen kot oseba za svojo obstoječo mrežo in kako močno se lahko s tabo povežejo ter kako močno ti lahko zaupajo, kar je ključno za mreženje. Pomembno je to, da te občutek dostopnosti ne ovira pri proaktivnosti. Kaj to pomeni? Glej, ti lahko nekoga opazuješ strani, ga spremljaš preko družabnih omrežij, gledaš na odru, skratka, zaradi videnega in slišanega si ustvariš neko sliko te osebe. Bolj kot je ta slika všeč, bolj ko misliš, da je ta oseba uspešna, zanimiva, hitreje se ti lahko zgodi, da se začneš smetiti z raznimi mislimi, kot na to, da je ta oseba preveč zasedena, prepomembna, da bi se odzvala na tvoje pobude in take zadeve. Lepo te prosim, ne prevzemati odgovornosti. Tvoja naloga je, da si proaktivna oseba, pa ne glede na to, koga imaš na drugi strani. Ali ta oseba, za katero veš, da je najuspešnejša na svojem področju, ali pa je to oseba, katero pa si šele zdaj spoznal in v njej še nimaš čisto jasne postavljene slike. Se spomniš Marjete, ki sem ti jo omenil na začetku najinega druženja? No, ona resnično ostaja v mojem interesu, da je del moje mreže. Zato sem bil tudi proaktiven in ji dal vedeti, da mislim na njo. V tej točki se ne smetim, kako se bo najin odnos razvijal. Dvomim pa, da se bo sploh začel razvijati, če bi sam bil nedostopen, če ne bi bil človeški, ali če se pač ne bi mi dokvarjali en z drugim. Žal pa zate na tej točki nimam nekega recepta za dostopnost. Je pa dobro vodilo to, da ostaneš prizemljena in hvaležna oseba, prav za vsako osebo, ki je v tej točki, ki te bogati, in da se ne smetiš s tem, da je neka oseba na drugi strani zaradi svojega nekega dosežka tebi nedostopna. Če imaš dobro zgodbo, če si zanimiva oseba, potem si pravi magnet za prave osebe, in če imaš prave vrednote ti bodo te osebe vedno dostopne. Čar mreže v tem, da ti je v tem primeru dostopna celotna mreža teh oseb. Zame je pomembno, da postaneš in ostaneš dostopna oseba, tvoja odločitev pa je, kdo in kdaj si te zasluži. Tako, sva pri koncu današnje oddaje in zate imam spet nov tedenski izziv. V tem tednu naredi evalvacijo dostopnosti. Razmisli, kako močno dostopna oseba si. Vprašaj svojo mrežo, kako tebe vidijo iz naslova dostopnosti. Verjamem, da tudi brez njihove pomoči znaš oceniti, kakšna oseba si iz naslova dostopnosti. Svojo ugotovitev in odgovor mi lahko zaupaš v zasebnem sporočilu, pa kar klej v komentar pod videom. Vesel bom, če z mano deliš svojo rešitev tedenskega izziva. Hvala za poslušanje in ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na moje tedenske novičke, kjer bom delil s tabo zanimive zadeve sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih, ker bi te še posebej prosil, da deliš tole video vsebino v svoji mreži. Samo tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenije ozavesti mreženje na kul način. Iz srca hvala za poslušanje in se vidimo drug teden. Uživaj na polno.